Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ne vem, če ste opazili, ampak zdravilci, terapevti, energijski izdelki rastejo kot gobe po dežju. A ne? A se strinjaš? Imaš ti tudi kako posebno vratnico? Ne, nimaš. Skratka, tukaj pride pol vprašanje, kaj deluje in kaj ne deluje, kaj je zdaj placebo, pa kaj dejansko ima nek vpliv, torej ugoden, pozitiven vpliv. In ja, vsekakor je poslanstvo oddaje Klepet ob kavi, da loči zrno od pleveli v tem smislu, da vidimo in spoznamo, kaj je tisto, kar dejansko nekaj nudi in kaj ne. Ampak, kaj če vam povem, da obstaja poseben inštitut, kjer to preverijo na znanstven način. Ja, in ta inštitut ne obstaja nekaj tisoč kilometrov stran od nas, v neki veliki, ne vem kakšni državi, recimo v Rusiji in Veliki Britaniji, seveda tudi tam obstaja, ampak naj vam povem, obstaja tudi tukaj, v Sloveniji, in to je inštitut Bion. Danes boste spoznali kaj več in med drugim nam bo tudi Elena Sofija Seničar povedala svojo izkušnjo, kajti tam je bila nekaj tednov nazaj. V svoji družbi pa hvaležno pozdravljam gospo Matejo Senica, ki je menedžerka testiranj in lahko rečem kar ena taka mama inštituta Bion. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Torej, za sam začetek, kaj vse testirate, pa tudi koga vse testirate na vse zadnje? Ja, lahko testiramo razne izdelke, ki energijsko vplivajo na prostor ali na človeka ali karkoli pač naročnik oziroma proizvajalec nekega izdelka trdi ali pa želi preveriti pri nas, da to deluje na tak način. Lahko testiramo kakšna umetniška dela, slike, tudi lahko bi mandale, kipe, karkoli, kar nekdo naredi s tem namenom, da energijsko podpre potem uporabnika. Testiramo tudi energijske točke prostora, potem smo testirali že kozarce, krožnike, steklenice, kovinke, tudi oblačila, ki energijsko delujejo ali sproščajo ali pa vitalizirajo. Potem lahko testiramo bioenergijski vpliv oziroma bioenergijsko delovanje človeka na človeka. Tukaj pridejo predvsem k nam kakšni terapevti, bioterapevti, pranaterapevti, reiki, z raznimi terapijami se ljudje ukvarjajo. In če želijo preveriti, če objektivno zares delujejo na biopolje druge osebe, lahko mi to stestiramo. Se pravi, se vam je že zgodilo, da vas je klicala kakšna oseba, pa je rekla, čujte, jaz imam tlele občutek, da se nekaj dogaja, ful je fajn energija, ljudje hodijo sem in se dobro počutijo, dajte pride to zmert. Tako, ja. Tako. In kakšni so ponavadi rezultati, recimo? Mi testiramo standardiziranimi metodami, to pomeni, da imamo vedno tudi kontrolo, zato da izključimo placebo efekt in testiramo z 3 metodami, uporabljamo pa kot, kako bi rekla, predmet testiranja je pri nas vedno človek ali voda. In v takšnem primeru, ko smo šli na teren, recimo temu, smo tam stestirali učinek teh energijskih točk na 10 prostovoljnih oseb, na osebah. Kako se je njihovo biopolje spremenilo. In rezultati so ponavadi, kako bi rekla, včasih so presenetljivi, tudi za kakšne izdelke. Na prvi pogled se zdi, da ta zadeva naj ne bi delovala, ampak nas potem preseneti, ko dobimo rezultate. Včasih je pa lahko tudi obratno, da je nekdo, ki je nekaj izdelal, ali pa tudi nek prostor ali bioenergetik, ima on sam občutek, da je to zelo močno deluje, meritve pa potem pokažejo malo drugače. Zelo zanimivo, torej nad vse pomembno se mi zdi, da obstajajo torej znanstvene meritve. Kako je pa tukaj placebo efekt? Kam to spada, recimo, ne? Ker jaz mislim, da človek se lahko marsikaj prepriča, pa ne samo sebe, tudi druge. Tako je, lahko
Naprimer, sploh pri terapevtih je tukaj zelo pomemben faktor psihološki ali pa ta karizma tega terapevta, ki lahko že zelo pozitivno deluje na človeka, in kadar mi testiramo, skušamo to izločiti. To pomeni, da prostovoljna oseba, ki je deležna te terapije tekom meritev, ne ve, kdaj terapevt nanjo deluje, kdaj pa ne. In s tem naredimo slepi test. Pri izdelkih pa je sploh dvojno slepi test. Tudi kolega, ki vodi testiranja, ponavadi ne ve, kdaj je oseba izpostavljena nekemu izdelku, kdaj pa kontrolnemu izdelku. Koliko ljudi se recimo zdravilcev in tako recimo se je do zdaj že odločilo za tako testiranje? Teh terapevtov je bilo zdaj že okrog 15, to zadnje 2 leti bolj izvajamo, drugače pa že od leta 1999, 2000 dalje izvajamo razne testiranja in od leta 2005 podeljujemo tudi certifikat na tem področju. Tako da smo prav s certifikatom ali pa s tem namenom certificiranja stestirali že več kot 120 izdelkov. Obstajajo pa tudi možnosti za kakšna druga testiranja, to pomeni nestandardizirana, da se v dogovoru z naročnikom določi protokol in se naredi neko posebno testiranje, bi temu rekla. Naprimer, delali smo tudi že testiranje diagnostičnih naprav ali pa dolgotrajno testiranje, ki ni trajalo samo nekaj dni, kot so ti postopki standardni, ampak lahko tudi 1 mesec ali še dlje. Spremljamo nek izdelek in kako to deluje na človeka. A je to potem certifikat, ki je tako primeren tudi za tujino? Recimo, kako v tujini gledajo na ta certifikat? Recimo, jaz se zadnje čase navdušujem, kako izjemna je Slovenija in kako je bogata z izjemnimi ljudmi dejansko, ki imajo take neverjetne sposobnosti in ustvarjajo neverjetne izdelke, ki bi bili odlični za cel svet. Ali jim ta certifikat pomaga tudi pri vstopu na tuji trg, torej v tujino? Tako, poznajo nas tudi v tujini. Delali smo že kar nekaj testiranj in tudi certifikatov podelili in za Avstrijo, Nemčijo, tudi Hrvaško veliko in Srbijo, Bosno. Tako da vedno se tudi prilagodimo in dogovorimo, ali želijo poročilo in certifikatno listino tudi v tujem jeziku, se da vse to potem tako narediti. Že v osnovi pa vedno naredimo slovensko-angleški certifikat, certifikatno listino, zato da lahko to, ravno s tem namenom, da lahko to uporabljajo v tujini. Ker tudi mnogi terapevti, ki so bili pri nas, delajo tudi v okolici širše, ne samo v Sloveniji, in jim to prav pride. In je potem to neko priznanje, nek žegen recimo tudi znanosti, ker na prvi pogled znanost pa delo z energijo najbolj ne gre to najbolj skupaj, ampak vi dejansko dokazujete, da vendarle te stvari so merljive. Tako, ja, mi se trudimo na tem področju, da bi vzpostavljali nek red oziroma da bi pokazali, da to obstaja, da bi se tudi ortodoksna znanost ali pa uradna znanost, kakor temu rečemo, začela s tem ukvarjati, ker načeloma je tako, da je malo teh skupin ali pa timov po svetu, ki se na ta način ukvarjajo s to materijo, bi rekla, znanstveno. In želimo, da bi se nekako dokazalo, da obstajajo tudi te subtilne plati življenja, ker izkušnje so, ogromno ljudi ima izkušnje s tem, kako bi rekla, obstaja neka uporabna vrednost tega, ki bo zelo pomagala tudi v prihodnosti človeštvu, da bo prišlo do odgovorov na določenih področjih. Predvsem ekologija je tukaj zelo pomembna in zdravje, zdravilstvo. Tukaj je zelo pomembno, da vemo, da zdravilstvo temelji na tem biopolju, na etru oziroma na teh subtilnih energijah, na teh subtilnih ravneh, ki pa ortodoksna znanost zanje še nima odgovora, nima še formul, nima teorije.
in zato je mogoče odklanja in odriva nekje na rob. Mi pa se trudimo, da bi to raziskovali po najboljših močeh. Odlično. No, pri vas na testiranju pa je bila pred nekaj tedni tudi Elena Sofija Seničar, ki jo poznate iz naše oddaje Klepet ob kavi. In tale trenutek je z nami na telefonski liniji. Živjo, lepo pozdravljena Elena, povej, kako je bilo, kakšne so izkušnje? Ja, pozdravljena vsi v studiji, sem zelo vesela, da ste mene poklicali. Kaj lahko povem? Povem to, da izkušnja je bila zelo učinkovita in zelo presenetljiva zame. Dala me na dodatno nekako potvrditev kredibilnost o tom, da je to, kar ja počnem sa svojimi терапиями, интуитивно оглашивание, да не позитивно помогает вплив на человека, на его физическое тело, по ментальное тело, на душевное состояние. Tudi так на вплив recimo води и так далее напред. Drugače bi priporočila vsem те люди, которые уквариваются с альтернативой, да бы соделовали с институтом БИОН, которые бы добили некую версию крedibilность, учинковитость, да люди никак бы имели поглед, како ихня енергия впливает на всякого посамесника. Туди съм бom rekla to, da sem zelo ponosna na Jasminu, sem je tudi priporočila svojo izkušnju in sem rekla, da glede na to, da такие lepe slike, katere delate Jasmina, zelo močne energetsko, ampak bilo bi zelo lepo, da dobiti od inštituta tak ena potvrdila in kaj vam lahko rečem, čudovite ste, hvala vam in naj bo svet vam lep. Naj vam bo svet lep, ja. Hvala lepa, Elena, za tole poročilo. Jaz pa pravzaprav držim v rokah tudi nekaj njenih rezultatov. Bi nam lahko razložili, zakaj pravzaprav gre in kaj pravzaprav tale trenutek sploh gledamo? To so rezultati Bione Vapo metode in sicer slike posušenih vodnih kapljic, vode, ki ima visoko vsebnost mineralov. Gospa Elena je dobila kot izziv pri nas na testiranju, da obseva vodo s svojo energijo in vanjo vtisne s tem namenom, da vtisne takšno energijo, da bodo se mineralne strukture razporedile bolj na robu kapljice. In tukaj gledamo, zgornja vrstica je kontrolna voda, na katero ni vplivala, spodnja vrstica je pa ta, na katero je vplivala in se kaže, kako ji je uspelo premakniti to teksturo oziroma te mineralne strukture bolj na rob in je na sredini več praznega prostora. Mi sicer te kapljice, ko jih dobimo s to metodo, to fotografiramo pod mikroskopom, potem vse, ki jih dobimo, zanaliziramo z računalniškim programom in tudi grafe iz tega dobimo in tako naprej, da potem lažje zaključke naredimo. Tukaj pa je frekvenčna analiza dihanja. Tako, to je še ena metoda, s katero delamo, ker zaenkrat še ni naprave, s katero bi lahko neposredno merili biopolje. Mi to kombiniramo s 3 metodami in tukaj konkretno gre za en fiziološki parameter, ki ga spremljamo tekom terapije oziroma tudi kontrolnega časa in to je dihanje. Na tem grafu je pa razvidno, kako je gospa Elena vplivala na to prostovoljno osebo, da je tekom terapije bolj globoko dihala in tudi dihanje se je upočasnilo. In iz tega sklepamo, da se je oseba umirila. Kar pomeni, da je vpliv, ne? Tako. Mi vedno iščemo vpliv med neko kontrolo in tistim delovanjem terapije oziroma lahko tudi kakšnega izdelka ali prostora. Samo testiranje zmeraj prilagodite torej določenemu ali izdelku ali osebi ali njegovemu vplivu. No, evo, tako. Tudi jaz prihajam k vam čez nekaj tednov, tako da bom imela tudi lastno izkušnjo in absolutno se mi zdi, da je to neka taka stvar, ki bi jo morali opraviti vsi tisti,
ki se ukvarjajo z energijami, ker po domač povedan, če nimaš nečesa takega, nekaj oprijemljivega kot takega, če so ljudje nesenzibilni, nesenzitivni, da sami ne začutijo, ne vem, določenih stvari ali pa kakorkoli, dejansko je to prodajanje megle, ne, rečemo po domač, ne, da meglo prodajaš, ne. Z takšnim certifikatom in z vsem tem se vidi, da dejansko temu ni tako, da se gre za neke znanstvene dokaze. Zato smo se tudi odločili, da smo pravzaprav s tem mesecem začeli sodelovanje z Inštitutom Bion in sicer v namen tega, kar smo rekli, da ločimo zrna od pleveli, da izpostavimo tiste, ki dejansko imajo vpliv, ki je torej tudi znanstveno dokazan, kajti to je tisti način in to so tisti ljudje, ki resnično lahko potem naprej pomagajo. Ne? Ker tukaj se mi zdi, da je velika odgovornost. Ne? En človek, naprimer, se odloči, da bo nekaj poskusil, pa ne ta prav ga ne leti, ne? Pa ima, ne vem, slaba luč na vse ostale verjetno pade. Ne? Tako, ja. Tako. Mislim, je pomembno, da se zavedamo, da so tudi objektivne meritve pomembne, da nekaj povejo. Mogoče tudi ta vidik, da se na nas obrne kdaj kdo, ki sam ni siguren vase, ki šele začenja s delom na tem področju in nima veliko izkušenj in želi preveriti, ali je res on lahko obvlada svojo energijo v taki meri, da deluje na drugo osebo. Drugače je pa seveda na tem področju veliko dobrega, veliko pozitivnega, najdemo pa tudi kakšne, kot rečemo, šarlatane ali pa ljudi, ki v resnici nimajo energijskega objektivnega vpliva. In prav je, da se potem takšni ljudje niti ne ukvarjajo s tem, ne? Kako? Prav je, da se ne ukvarjajo ali pa da izboljšajo to svoje delovanje, da se mogoče grejo še dodatno izobraževati, da pridobijo več izkušenj. Ravno tako z izdelki, če pokažejo rezultati, da ta izdelek nekaj neznačilno vpliva, mi svetujemo lahko, kako ga izboljšati, a izdelati nov izdelek ali tega izboljšati, v katero smer naj nekdo gre, da bo ta stvar res potem funkcionirala tako, kot si želi. Koliko časa Inštitut Bion v Sloveniji že obstaja? Inštitut Bion je bil ustanovljen leta 1990. Od leta 1992 je pa vpisan med raziskovalne inštitucije v Republiki Sloveniji. Tako da že kar nekaj let na tem področju dela, tudi na različnih področjih, bioelektromagnetike, nove biologije in predvsem raziskovanja teh subtilnih pol, subtilne energije, ki vzhodna tradicija pravi tudi prana, poznamo to kot prano, kot či, kot vitalno energijo, mogoče eter, bolj fizikalno gledano se uporablja ta izraz ali kakšnih ezoteričnih tekstih tudi. Če pa gledamo stališča biologije, bioloških sistemov, pa temu rečemo biopolje. Vi ste inštitut, ki torej merite energijo, mano, prano, či ali kakorkoli jo želimo torej imenovati in imate tukaj znanstveni pristop. Kako pa recimo na vas gledajo drugi inštituti, ki merijo decilitre, metre, sekunde in vse ostale stvari, torej povezane z samo materijo in materijo kot tako? Kako gledajo na vas, sodelujete z njimi, kakšni so kaj vtisi? Mi sodelujemo predvsem s kakšnimi inštituti, skupinami ali pa posamezniki v svetu, ki delajo podobno na tem področju, bi rekla, bolj obrobnem. Tudi sodelujemo na kakšnih mednarodnih konferencah, pišemo članke. Takšni bolj ortodoksni inštituti ali pa uradna znanost pa to odriva bolj na stran. Mislim, da je težava v tem, da tega ne poznajo, da je to, kar sem prej omenila, da ni še teorije v ozadju. Ne ve se, za kater medij gre. Ve se, da nekaj obstaja, da se nekaj dogaja, ampak hitro potem zamahnejo z roko in rečejo, da je to neki naravni domišljije, da je to placebo, da se to v resnici z njihovimi merilnimi napravami ne da zmeriti, kar je res. Zato, ker ne obstajajo inštrumenti in ker je tudi ta plast življenja tako zelo izmuzljiva, ne vemo še zakaj. In je treba pač razvijati. Mi mislimo, da je dobro vlagati energijo v to,
ker bomo slej ko prej prišli do nekih merilnih naprav, ki bodo to lahko zaznale. Ampak je treba vlagati energijo v to in tudi ozaveščati okolico in mogoče počasi nekoč, da bo ta znanost prodrla tudi v šole, v učbenike in da se bo o tem govorilo kot o nečem priznanem. Ker vemo, da tisto, kar obstaja v zakonih, v šolah, to je splošno priznano. Ostalega pa kot da ni, ampak nekako nima smisla gledati stran, če se na tem področju nekaj dogaja, če toliko ljudi po svetu ima s tem izkušnje, predvsem na področju zdravljenja, ne? Mislim, da tukaj najbolj pride v ospredje to, da ljudje lahko začutijo, če jim nekdo na ta način pomaga, da ozdravijo, ali pa če imajo mogoče izkušnjo z uradno medicino, da jim tam nič ni pomagalo, pa so leta in leta se trudili v to smer, potem jim pa nekdo na tak način lahko pomaga. Ste tudi vi opazili v zadnjem času, recimo mi vsekakor smo, da je ogromno primerov, kjer sta se združili, torej alternativna komplementarna oblika medicine in pa splošna medicina, skupaj za pacienta in za dobre rezultate zdravljenja. Tako ja, tudi mi imamo takšne izkušnje. Te izkušnje so na nek način najboljše, sploh če gre za zelo težke bolezni. Ker ne smemo pa zanemariti, kaj pa je medicina do danes že dosegla in kje vse lahko pomaga. Ampak seveda bi bilo najboljše, da to gre z roko v roki. Da zdravniki tega ne odklanjajo, hkrati pa tudi ni dobro, da zdravilci ljudi prepričujejo, da naj ne grejo na kakšno operacijo ali naj ne jemljajo kakšnih zdravil ali kaj takega, če pa je to življenjsko pomembno za njega. Je potem treba iskati neko ravnovesje. Neko ravnovesje. In je veliko takšnih primerov, ja. Odlično. To so krasne novice in ravnovesje je tisto, ki prinaša zdravje, tako psihično kot seveda tudi fizično. Tako. Najlepša hvala, da ste se danes oglasili pri nas na eni kavici. Sicer pa obeta se nam torej krasno sodelovanje z inštitutom Bion, kajti v oddaji Klepet ob kavi vam želimo predstavljati tiste izdelke in tiste osebe, ki dejansko imajo svoj vpliv, ne samo tašen, ki se ga začuti, ampak tudi tašen, ki je dejansko prikazan in da se dejansko vidi. Le tako bomo lahko stopili skupaj in bomo dejansko ponujali kvalitetne vsebine. Vse to zakaj? Za zdravje človeka in tako fizično kot psihično. Še kaj na www.klepetobkavi.si, tudi o inštitutu Bion, pojdite preveriti in naj vam bo svet lep.